Ta zakon se bo izvajal tako, kot ga bodo izvajali izvajalci, ne pa tako, kot misli poslanka ali poslanec. Izkušnje kažejo, da veliko ljudi, ki sprva razmišlja o pomoči pri samomoru, ob ustrezni paliativni oskrbi spremeni svojo odločitev. Zato, ker se jim povrne občutek varnosti, opore in smisla. Legalizacija tega dejanja prinese številne izzive in nepredvidene posledice. Odnos, da jim povemo, da so spoštovani, zaželeni, da smo veseli, da jih imamo med nami. Družba to pokaže z dostopnim zdravstvenim sistemom, z razvito in dostopno paliativo. Družba to dokaže z geriatrijo, tega pa ni. Kako shizofreno sporočilo je, da se borimo proti samomoru, zdaj bi pa radi pripeljali pomoč pri samomoru. Kako boste pa odločili, kdo pa odločil, zakaj se proti enim samomorom borimo, enim pa pomagamo? Vsako življenje je dragoceno. Kakšna družba je tista, ki odriva najšibkejše? Zame je moralno in družbeno nujno, da tudi politika ljudem ponuja življenje in naredi vse, da jim to življenje olajša in jim s tem tudi ga podaljša. Zakonodajni referendum je priložnost, da kot družba odgovorimo premišljeno, odgovorno in človeško.